Dober dan. Živijo. O geostrateških stvareh se moramo danes pogovoriti. Najbogatejše države so se zbrale na Siciliji, ne vem, kaj jih je vodil, da so si ta pomenljiv otok izbrali za mesto srečanja. Ampak ne, po teh srečanjih je začel frčati perje. Taormina. Na Taormini. Ja, ampak potem je na Bavarskem se je zgodil odmev, ne, na srečanje, pa je kanclerka Angela Merkel rekla, da se na tele Amere ne more več zanašati. Da mi je žogco Trump vrnil in povedal pač, da to, kar dela Nemčija, je slabo, slabo, slabo. Jamral je, ne, da imajo Ameri zunanje trgovinski deficit napram Nemčiji, hkrati pa Nemčija noče plačevati za obrambo in morajo to obrambo Nemcem plačevati tako rekoč Američani. Dober, ne, zdaj ta štorija, da se Evropa ne more več zanesti na Američane, je potem se nekoliko zmehčala, ne, ker je kanclerka včeraj po sestanku z predsednikom indijske vlade povedala, da je ona še vedno zelo, zelo naklonjena atlantskim integracijam, ampak vendarle, ne, zgledal je, zlasti dokler niso bile finese še malo dodatno pojasnjene, da gre za neko izjavo, ki utegne najavljati prelom v koalicijah, ki na svetu obstajajo, ne. Se pravi, ena koalicija je Evropa, druga koalicija so pa Američani, ki se potem prijateljujejo s komorkoli želijo, očitno pa ne z Evropo. Kakšen je tvoj vtis pri teh izjavah? Malo prezgodaj sicer, da bi rekli, kaj dokončno se je zgodilo, ampak nekaj pa najavljajo. Moj vtis je, da je prišlo do zelo inteligentne pripoznave Angele Merkel, da je realnost drugačna, kot je bila in da je konec nekega zelo dolgega obdobja. Stvar je postavila tako, da politično inteligentno, da se od teh izjav vedno lahko okrene v desno ali levo stran, naprej ali pa nazaj potegne. Pa še na bavarskem predvolilnem shodu je to govorila. Se pravi, poteza je bila res inteligentna, bila je za notranjo politično agendo dobrodošla, potem je bila seveda za evropsko identiteto in evropske zgodbe več kakor smiselna in hkrati je dala vedeti v enem paketu Angležem in Američanom, ne da bi jih imenovala, ne. Rekla pa je, sklicevala se je pa na zadnje 3 dni, kar pomeni, da se je sklicevala na vrh NATO v Bruslju, pa na G7 na Siciliji in seveda je s tem poantirala Trumpa, ne. In si seveda s tem tudi dvignila ceno pri človeku, ki itak ne razume nič drugega, kot je jezik sile, ne, oziroma kot silo, ne, oziroma trd jezik. Ta stavek, ne, da je treba vzeti usodo v svoje roke, ne. Mislim, da je to kar dovolj natančen citat, ne. Ja. Ta stavek se odvija v kontekstu, ko je Evropa varnostno, ne, pri varnostnih vprašanjih še vedno, oziroma že 70 let, 73, ne, če sva natančna, ne, ker bo zdajle 73. obletnica izkrcanja v Normandiji, odvisna od Amerike. Imaš ti kakršnekoli znake, ne? Mislim, da evropski možganski trusti razmišljajo o tem, da bi se varnostno, ne, se pravi ne ekonomsko, ampak varnostno znali postaviti na svoje noge. Se v luči Trumpovih izjav druge izbire niti imeli ne bodo, pa še nekaj stvari je treba povedati, ne. Ko je Winston Churchill zelo smelo, pogumno in konec koncev na nek način pionirsko postavil popolno opozicijo zoper Hitlerjevo Nemčijo, deloma je takrat seveda sodelovala Francija, ampak samo deloma, Amerika pa na začetku ne, potem pa. Ampak vendarle po drugi svetovni vojni sta obveljali tako Združene države kot Anglija kot velesili, ki imata škarje in platno v rokah, ki v bistvu sta sposobni kreirati podobo novega sveta. In to sta storili prvič na časten način, drugič iz pozicije moči in tretjič smiselno.
Se pravi, New Deal je nastal kot premislek, kako urediti svet, da se kaj takega ne bi več ponovilo. Te agende je konec. In v luči tega, da se to ne bi več ponovilo, se spomnimo, je prišla prepoved oboroževanja za več kot izključno obrambne namene Nemčiji, Italiji in Japonski, ki so bili agresorci v drugi svetovni vojni, kjer so se fašizmi razrasli. Skratka, Nemčiji je bilo prepovedano, da bi bila vojaška velesila, medtem ko Franciji ni bilo prepovedano, ampak Francija je že pod De Gaulom v bistvu poskušala minimalizirati vlogo NATO pakta in tudi ni pustila baz na svojem terenu skozi De Gaula. Angleži pa so ves čas, Britanci pa so ves čas igrali vlogo nekega patronata, vojaškega patronata nad Evropo in se povzdigovali nad Evropo in če se v spomin prekličeš prvih Brexitovih argumentov Therese May pred meseci, je bilo to, vi nam pustite trgovino, mi bomo pa vam dali vojaški ščit. Torej, to, kar počne zdaj, se pravi, prvo, kar je, Evropi niti Nemčiji nikdar ni bilo dovoljeno, da v smislu evropejskih otrok odraste. Ni bilo dovoljeno, da bi Evropa odrasla. Ta otrok je bil pod nadzorom. Govoriš o ekonomski odraslosti ali politični? Govorim o politični in pa seveda suvereностно-vojaški. Ja. Se pravi, zdaj očitati, da ne prispeva zadost, je najmanj, kar je nekorektno. Nemčija bi že zdavnaj ogromno prispevala v vojaški proračun, če bi se to od nje zahtevalo ali pa če bi se to postavilo. Se konec koncev Amerika še zdaj okupira nemški teritorij s svojimi vojaki. Da bi zdaj podatke, veš, koliko je Američanov v Afganistanu? Ne vem, nobenih številk. 9.000. Ja, več jih je v Evropi, ne? Ne, veš, koliko jih je v Nemčiji? 35.000. Ja. Nemčija ima kar zanimiv zemljevid ameriških vojaških baz, začenši, ne vem, z legendarno letalsko bazo Ramstein. Imamo pa v celi Evropi, v tem trenutku, skoraj 100.000 ameriških vojakov, še vedno. Recimo Italija, ki je pač na drugem mestu, ima 12.000, dobro, Britanija, za katero ne vemo čisto točno, kje je, pa 8.500. Če gremo čist v mikroskopsko branje tega podatkovja, po podatkih ameriškega Pentagona je v Republiki Sloveniji nastanjeno dva ameriška vojaka, ki sta oba letalska častnika. Ampak v kontekstu... Slovenija je tle neka taka zanimiva izjema. Ti si omenil Francijo. Ja. Slovenija je ena redkih držav, v kateri ameriška vojaška prisotnost, govorim v Evropi, ni kaj drugega kot zanemarljiva. Ameriški vojaki za Vijana radi pridejo v Bohinj, sem jih že srečal, tam se z njimi pogovarjam, tako naprej. Slovenija je bolj zanimiva kot turistična destinacija, kot vojaška. Šalo na stran, ampak s tem ni bilo nič narobe, dokler je veljala ideja, da se v bistvu Zahod povezuje v koalicijo miru. Trump je na nek način, zdaj treba povedati dvoje, Trump je na nek način vse skupaj postavil na glavo, ker je rekel, zdaj gremo Ameriko izolirati in Amerika je sama sebi zadost, drugi nas pa ne bodo zajedali, to je njegova poanta. Ampak po drugi strani se pa pajdaš iz Rusi, zaradi katerih je pravzaprav ameriška vojaška prisotnost v Evropi bila 70 let opravičevana. Tako je. Ampak zdi se pa mi, to je treba pa kljub vsemu k temu dodati, da Trump ni enako Amerika in Amerika ni enako Trump. Trump ima zdaj zadosti težav, da z nekoliko tveganja lahko predvidimo, da bo dobil impeachment. In predvsem je Trump zadosti ekscentričen in egocentričen in v bistvu zelo netipičen in pa osebnostno zelo nizek človek. To je očitno nevzgojen, očitno, kako ne rečem, na kmetih bi takega fanta, ki bi se tako obnašal, bi mu dali 2 okrog 6. Tako kot on, recimo, ki se je postavil na G7, tam pa je, črnogorskega premijera odrinil takole. Tam si videl, kako se Viktor Orban rine, ali pa Kolinda Grabar-Kitarović, kako se rine v njegovo bližino v Bruslju in tako ne.
Skratka, to, kar je naredila Angela Merkel, je po mojem mnenju zelo inteligentna poteza. Ne. Politiki niso še v polni meri doumeli, Angela Merkel pa je, da se takemu človeku ne gre prilizovati, se ne gre z njim preveč prijazno obnašati, ampak je treba preprosto zaostriti pozicije do njega. Recimo, če bi črnogorski premijer, ko ga je udrinil Trump, njega na trdo postavil nazaj in mu dal še lekcijo iz bontona, bi bil danes svetovni junak in bi naredil več za črnogorski turizem kot vse reklame na CNN-u, ne, sem nekaj zapisal. Ne. Do takih ljudi pač treba biti suveren. Poanta vsega pa je, da Trump mislim, da vendarle ni Amerika. Jaz mislim, da za Ameriko zadaj stoji več plasti, več nivojev, ali pa če hočeš, Amerika je tudi kot neka čebula, ki ima veliko lejerjev. Ne. In se mi zdi, da če bo pač uredila svoj demokratični deficit in pa svoj demokratični problem, Amerika lahko spet postane center neke stabilnosti demokratične. Sem pa skeptičen, to pa moram priznati. Ampak vendarle, če vzamemo samo za poanto recimo nekega Bernieja Sandersa ali pa Trumpa v isti Ameriki na to, da je Trump predsednik, je pač se zgodilo, lahko se pa ne bi, ne. Pomeni, tudi glede na to, kako tečejo preiskave, glede vmešavanja Rusije v njegovo kampanjo, se lahko zgodi, da Trump ne bo delal starosti kot predsednik. In potem se lahko vsa geometrija drugače zasuče. Je pa res, trenutno sta Amerika in Britanija nočna mora Evrope. To pa je resnica. Ne? Še posebej, ker Theresa May v bistvu gradi zdaj svojo kampanjo in poskuša uničiti Corbina oziroma laboriste pač na tezi, da je treba pri Brexitu igrati zelo trdo vlogo, da je treba postaviti pozicijo močne roke proti Evropi in da se zaradi tega, da je treba za to njo izvoliti. Ne. Čeprav, kot slišim, rejtingi kar občutno padajo. Ne. Ampak Angela Merkel, ozirajoč se na vse te dejavnike, vendarle ugotovila, da so v bistvu tisti, ki so bili nekako botri Evrope, ali pa so mislili, da so, ne, so odpovedali, ne, in dejansko treba usodo vzeti v svoje roke. In je povedala samo to, kar je Ivan Cankar že povedal v času, ko je razpadla Avstrija, in to za Slovenijo. Pouzdaj se vse in v svoje kljuse. To je Cankarjev citat. To je Cankarjev citat. Citirajoč seveda srbski rek. Ne. Da, ampak hočem to reči, ne, veš, da včasih ali pa pogosto, ne, v teh strateških odločitvah, ne, ali pa pri odločitvah, ki se tičejo izgradnje nacije ali pa neke širše transnacionalne skupnosti, ključno vlogo igra zunanji sovražnik. Ne, zunanji sovražnik. Jaz imam vtis, ne, da se v Evropi zunanjega sovražnika ne identificira več tja v smeri proti Uralu, pač pa obstajajo resna razmišljanja, ali ta zunanji sovražnik morda ni na drugi strani Atlantika. S tem, ne, ko se najde zunanjega sovražnika, pa Evropa kot taka dobi neko dodatno notranjo kohezivnost. Oznaka zunanji sovražnik je tlele pregroba, namerno je groba, ampak moj vtis je, ne, da ta polemika, ki teče v tem trenutku prek Atlantika, lahko močno vpliva na notranjo kohezivnost Evrope kot take. Seveda, in v tem je ideja Evrope več hitrosti. Postavlja stvari takole. Viktor Orban ima ta trenutek več skupnega in intimno kot tudi objektivno, subjektivno kot objektivno, z Trumpom kot z Angelo Merkel. Ne? Ja, ampak potem je to črto treba vleči od Baltika, ne? Pa do Italije in oziroma baltske države pa Višegrajska skupina zlasti. Ne? Baltske države in Višegrajska skupina zdaj verjetno, podobno kot Poljaki ob Brexitu, več ne ve, kaj naj si misli. Ne? Na eni strani so dobesedno Ameriki zlezli nekam, ne? Zdaj se pa soočajo z dejstvom, da bo Angela Merkel tista, ki bo gradila Evropo in branila Evropo, ne pa ZDA. V končni fazi, kot rečeno, je treba to delati z zdravo mero skepse, glede na to, da intimna dnevna politika Donalda Trumpa, ki ni nič drugega kot pa bogato plačana otročarija, ne,
ki so popolnoma nepredvidljive, kapriciozne, iz dneva v dan lahko drugačne, se to bistveno razlikuje seveda od geostrategije, ki jo Amerika izkazuje skozi desetletja. Jaz mislim, da se treba bolj nasloniti na tradicijo Amerike, ki bo na koncu verjetno prevladala. Zgodovinsko vzeto pa ni bilo nikdar preveč dobro, če je bila Nemčija premočna v evropskem kontekstu. Absolutno je to res in zato jaz tudi žalujem za tem, da grejo Britanci ven, ampak ne moreš pa imenovati njihovo norost za pametnost, če to ni, in ne moreš imenovati nemško pametnost za nevarnost in norost, če to ni. Skratka, vsakdo, ki pride, to je power game, vsakdo, ki pride do moči, je nevaren, vedno in povsod. In ni samo Nemčija tista, ne. Če greva k Fireju, zgodovinarju Fireju, ki je velik poznavalec francoske revolucije in pa seveda tudi zgodovine moderne Evrope in pa modernega sveta, za zahodnega vsaj, ne, je lepo povedal, ne, če Nemčija ne bi začela prve svetovne vojne, bi jo Anglija začela. To je bila imperialistična vojna. Šlo je za kolonije, šlo je za naravno bogatstvo in šlo je za globalno dominacijo tedaj poznanega sveta. Nemčija je dvakrat dobila preprosto pod nos, drugič iz spet razumljivih razlogov, ker ni šla v imperialistično, ampak socialistično vojno. Enako socialistična se je zgodila v Rusiji, ne. Tedaj nastala je potem Sovjetska zveza. Sicer že mnogo prej, ampak socialistična vojna, ki je nastala se pravi Nemčiji in se spojila z nacizmom, deloma fašizmom, je bila pač posledica socialnega poniževanja, ki si ga je Zahod privoščil z vojnimi reparacijami do stare Nemčije. Seveda, ne. In če ne bi Nemčije tako kruto poniževali, če ne bi naredili 50% brezposelnost v 30 letih in končno, tam, ker je pa v bistvu svetovni kapital, ki ga je pa Amerika spočela, ne bi delal tako velikih lomov, rezov in sekov v delovne roke povprečnega Evropejca, potem do teh vojen ne bi prišlo. Se pravi, to je dialektično razmerje. Zdaj, viktimizirati Nemce kot večne potencialne povzročevalce vojn bi bilo zelo krivično, jaz bi rekel tako. Konec koncev so Nemci proizvedli tudi največje sodobne filozofe. Konec koncev so Mercedes. Dobro, to je Mercedes ambivalenten, simbol kapitalizma. Mislim, veš, tako se zdaj najbolj čez Nemce vsaja, svoje ženi Mercedes zakupil, ki je imel poroko leta 2005, se je z Mercedesom vozil, ni se vozil z ameriškim avtom. Kot rečeno, jaz mislim... Veš, kira fabrika, ameriška fabrika, izvozi največ avtomobilov v ZDA? Katere? BMW, ne? Ja, on se na tem pritožuje. Pazi, to, ker Angela Merkel se je v bistvu nazaj potegnila deloma. Prvič zaradi tega, ker je naredila tako ugodno izjavo, da se je lahko. Ker je bila strašno odmerjena, premišljena in za veliko nekih pridevnikov in pa pogojnikov. In to je bilo zelo inteligentno storjeno. Potem so se oglasili seveda nemški proizvajalci, ampak poanta vsega, kar Trump vedno počne, je pa vedno ropotanje v smislu se pravi, neke bodisi politične geometrije, bodisi neke nacionalne geometrije, bodisi neke rasne geometrije. Ampak v ozadju je vedno denar pri Trumpu. Vedno in povsod in vedno bo. In on je preprosto znoril nad Nemčijo, nad tem, da ima gospodarske finančne presežke in da ima Evropa, on je obtožil Nemčijo, da je to povzročila izredno podcenjen evro, kar je seveda res. Tako kot je nekoč je bil dolar podcenjen, če se spomniš par let nazaj. Ampak dokazano je bilo, saj jaz sem na tujih časopisih prebral, so ekonomisti dokazali, da je k temu, da je evro podcenjen, več prispevali ameriški bankiri kot evropske politike, oziroma evropska politika pri tem uradno sploh nič nima. Zaradi tega, ker je Evropska banka pač deluje avtonomno, vsaj na papirju, ampak dejstvo pa je, da so mednarodna posojila v zadevah, kot so Grčija, Španija, Portugalska, Italija, v tistih zadevah vzpostavlja nek monetarni režim, po katerem je evro natanko tam, kjer je, in seveda Nemčija na eni strani to plačuje, na drugi strani pa veliko profitira, zaradi tega, ker dobro izvaža za cenejšim evrom. Boljše izvaža kot pa z dragim evrom. In seveda Trump se zdaj na tem pritožuje. In on je napadel Nemčijo oziroma Angelo Merkel na tej ravni, ker je hotel kar administrativno, kakšna nadutost. On je hotel kar predpisati obrestne mere, hotel je predpisati kar, da je treba zdaj. Ta je tako megalomanski, jaz mislim, da je on v nekih že skoraj, da bi lahko rekel, potencialno patoloških legah. In zato sumim, da Američani to... Dobila midva zdajle
demanti ambasade. Ja, čeprav verjamem, je ena večjih vrednot ameriških demokracij, da lahko javno poveš svoje mnenje. Ne? In jaz govorim, da je on potencialno tam. Na tleh Republike Slovenije. Tudi v Ameriki. Verjemi, berem te časopise, ljudje rečejo vse. Ampak ne govorim to zdaj kot žalitev, jaz govorim to kot zelo realno ugotovitev. Zelo realno ugotovitev, tako kot bi v Sloveniji za kakšnega politika rekel, se mi zdi, da je egocentrični koncept tega predsednika stvari pripeljal tako daleč, da je dejansko ogrožena ameriška demokratična tradicija. Jaz sem prepričan v to, da je ameriška tradicija mnogo bolj častna stvar, kot to, kar se izkazuje skozi osebnost zdajšnjega njenega predsednika. No, jaz pa mislim tako, veš, da imajo tam kar solidno postavljene mehanizme za zavor in ravnotežje. Ja, checks and balances, v to verjamem. In bomo to pri morebitni ustavni obtožbi tudi videli. Sem prepričan, zato pravim, da se jaz, recimo, če bi me kdo vprašal, ne bi pretirano zanesel na ultimativnost Trumpovih besed oziroma dejanj. Jaz osebno mislim, da Amerika ni enako Trump in Trump ni enako Amerika in jaz mislim, da se evropsko-ameriško zavezništvo tako hitro ne more podreti, kot je zamera iz Taormina ali Bruslja v 3 dneh. Je pa Angela Merkel zelo, zelo inteligentno postavila te stvari, postavila nek status, ker ona je eksplicitno rekla, sem naklonjena Amerika, sem za zavezništvo, sem za pogovore tudi z Rusijo, ampak čas, neko obdobje se je nepreklicno zaključilo in čas je, da začnemo razmišljati o tem, da se moramo postaviti na lastne noge. Kaj bolj pametnega pa lahko rečeš, ne? Tudi midva se bova postavila na lastne noge, kar pomeni, da se bova dvignila z teh sedežev. Hvala lepa.